Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je vzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila Paska, judovska velika noč. Ko je Jezus povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? Bog pa je rekel, ker ga je preizkušal, sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: za 200 denarjev kruha jim ne bo zadosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je dejal: recite ljudem, naj sedejo. Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil, jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: poberite koščke, ki so ostali, da kaj ne bi šlo v izgubo. Pobrali so jih in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. Ker je Jezus poznal, da ne nameravajo priti in ga silo odnesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Lepo vas je zopet videti po nekaj časa, razen če niste bili doma, potem pa se tudi nismo mogli srečati. Današnja Božja beseda, kot sem tudi na začetku omenil, spregovori o kruhu. Kruh je znamenje življenja. Enkrat sem tudi to že omenil, ni samo kot hrana, čeprav je res hrana in tista osnovna hrana, lahko bi rekli celo hrana, ki je za večjo pogostitev, bolj pomembno. In tako že v Stari zavezi berilo spregovori o posebnem znamenju. 100 mož je bilo. Na voljo pa je bilo 20 ječmenovih hlebov. En hlebček je bil za enega človeka. Se pravi, da je manjkalo 5-kratno. In ko so dali ljudje jesti, so se vsi nasitili. Pri Jezusu je ta razlika veliko večja. 5000 mož, pa 5 ječmenovih hlebov, pa 2 ribi. Želim, da ste dobro prisluhnili Božji besedi s pozornostjo, namreč upam, da mi ne bo zameril sveti Filip. Takrat Filip ni dobro poslušal Jezusovega vprašanja. Jezus je vprašal Filipa: kje naj kupimo kruha, da bodo ti ljudje jedli? In veste, kaj je povedal Filip? On ni povedal, kje naj kupimo kruha, ampak koliko bo to strošek. On je v številke šel, ne pa v kraj. Jezus ne sprašuje, koliko bo stalo, da bodo ti ljudje jedli. In Filip pove,
200 denarjev, to je minimalna, najnižja cenovna postavka. Ko človek hitro pride v neko preračunavanje, v neke številke, kaj se bo v življenju išlo, Jezus pa da vprašanje, kje naj pa kupimo kruh, da bodo ti jedli. Ko sem bil ta teden na počitnicah, tako ko pride večer, tem se tudi kje začne, na Hrvaškem rečejo fešta. To so pač druženja, to so veseli dogodki, zbirajo se pretežno mladi. Ko se te stvari zaključijo nekje sredi noči, se to druženje mladih v različnih oblikah nadaljuje, to se tudi sliši bolj v okolici, tam, kjer so. In potem vidim to množico ljudi, ki potuje iz drugih evropskih držav, pa se nekateri vračajo. Vmes so povezani seveda s temi tudi stroški, ampak človek to vzame v zakup. In mi je šla ta misel v teh stvareh skozi, ali ni vse to iskanje kruha. Zdaj ne tistega kruha, ki človek samo poje, ampak tistega iskanja, da bi bil človek vesel, da bi se dobro počutil, da bi dal neko polno življenja. Tudi neka zabava mladih, ki je lahko lična, ki jo bi radi potegnili do jutra. Zato, ker je prekratka do polnoči, premalo. To je iskanje življenja. Ampak, a je možno v življenju, kako je Filip tukaj dal odgovor, tiste najbolj pomembne stvari, ki človeka res razveselijo, dajo neko zadovoljstvo, neko polno življenje, je možno to kupiti. Marsikaj človek lahko kupi. Ampak Jezus gre vprašanjem, kje, ne za koliko, kje naj dobimo življenje. In današnja Božja beseda se mi zdi tako čudovita, ker nas vedno znova tudi nas sprašuje, kje pa iščem življenje. Kaj je tisto, ki mi daje neko vsebino, neko polnost, nekaj, kar ostane, po kateri ne bom lačen, tako kot je ta množica potem drugi dan verjetno zopet Jezusa iskala. Telesno so bili siti za nekaj časa, ampak Jezus želi dati več. In ko se Jezus umakne na goro, na nek način naredi tisti trenutek, da ga človek ponovno išče in gre tja v tisto smer, na tisti kraj, kjer dobiva življenje. In tudi mi smo se danes brali pri sveti mašni daritvi. Nismo prišli zaradi cene, ampak zaradi vsebine. Zato, ker Jezus Kristus je živi kruh, je tisti, ki osveti tudi človeško spoznanje, da lahko iščemo tudi tisto hrano za življenje, ki se ne da kupiti, ampak nam je na nek način podarjena. Ko skozi leta vedno bolj spoznavam, da določene stvari enostavno ni mogoče kupiti. Čeprav je želja posebno pri mladem človeku, če bom to dosegel, pa še to imel, pa se bo sreča pomnožila. V tistem trenutku se tudi občuti, tudi vi, ki ste karkoli lepega ustvarili, a veste, to je zadovoljstvo, še posebej, če več truda vloženega. Ampak na koncu pa začutimo, da tiste najbolj bistvene, globoke stvari so podarjene ali pa pridobljene, tudi s prizadevanjem. In Jezus tudi nas sprašuje, kje naj dobimo tisti kruh, ki je pravi kruh za življenje. Naj bo ta Božja beseda tudi v teh poletnih dneh od spodbuda, da bi iskali tisto, kar ostane, ki ni samo za en dan, potem pa nastane zopet lakota, ampak tisto, kar daje trdnost, trajnost v življenju. In naprej pomaka tudi naša molitev in zaupanje, da je Bog vedno z nami kot kruh življenja. Zato vas tudi povabim, da skupaj spovemo vero.
verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki, ki je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po Svetem Duhu iz Marjevenice in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodih žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je oboje po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavanje krst kot čužanje